Živijo. Dober Ti dan. kaj pomagam? Peter. Živijo, Tomaž. Lahko, ja. No, evo. Takole zadnji se zapre in zdaj si že skoraj pravi vitez. Ja, samo še rokavice pa še kaj. Ja, pa orožje. Vitezi so imeli tudi orožje. Klele si lahko gledaš, kakšen je bil pravi vitez, ki je bil konjenik. In če hotel postati vitez, se je moral marsičesa naučiti. Česa pa? Prvič moral je znati jahati. Ja. Moral je znati skrbeti za konje. Moral se je naučiti rokovati z orožjem. Kakšne oklepe so pa imeli vitezi? Verjetno niso imeli jih take papirnate, kot je tale. Ja, seveda ne. Greva pogledati, kakšen je bil pravi ploščni oklep. No, poglej si zdaj en tak oklep. Pokrival je viteza od glave do peta. Se pravi, da je imel vse dele svojega telesa oklepljene. Poglej recimo čelado. Ima sicer zelo ozke reže za gledanje, ampak s tem ščiti človeka. In vsi deli tukaj so lepo pregibni, dobro so, bi rekel, gibljivi, zato vitez ni bil nek okoren robot, ampak se je znal dobro premikati in se je moral premikati. Kakšne meče so pa imeli, ker tukaj tale vitez nima nobenega? Ta vitez nima meča, imeli so pa različne meče. Takšne, ki so bili zaobljeni, takšne, ki so bili zelo ostri, ti bom pokazal. Težek? Ja, pa ni tako težek. Zakaj pa? Mislimo, da so bili srednjeveški meči zelo težki, pa niso bili. 1,5 2 kili je bilo čisto dovolj, ker če si imel pretežek meč, ga nisi mogel dobro vihteti. Koliko mečev je pa imel vitez? Ja, vitez je imel več mečev, zato ker če se mu je eden zlomil ali pa recimo ni bil ravno primeren za tisto vrsto boja, potem je vzel drugega. Takole, zdaj bomo pa poskusili še čelado. A bom s tole sploh kaj videl? Ja, boš povedal. A vidiš kaj? Vidim samo skozi male Je težka, a? lice in... Mejhne lukence so zato, da lahko dihaš, čeprav težko dihaš. Je težka? Ja. No, ti bom pomagal. Ja, kakšen je bil pa to oklep, pa kdo ga je pa nosil? To je bil pa oklep za turnir. In sicer je imel kakšnih 40-45 kg, imel je posebno ščit iz usnja, težko čelado, da je varovala bojevnika in potem je imel pa posebno turnirsko kopje. Nosil ga je pa vladar, in sicer kralj Maksimilijan Habsburški, tam okrog leta 1500, za svoje turnirje na konju. Kaj pa so turniri? Turniri so bili pa neke vrste vojaške vaje za viteze, ki so se pa sčasoma spremenile recimo temu v zabavo. Se pravi, na turnirjih so se vitezi dokazovali, kako se znajo boriti. Tisti, ki so zmagali, so dobili nagrado, recimo, da so nasprotnikov, ki so ga premagali, zaplenili orožje ali pa konja, kar je bilo zelo hudo. Lahko so dobili pa tudi denar. Kdo sta bila pa ta dva? Ja, to sta pa dva turnirska bojevnika. Tisti Maksimilijan Habsburški, ki si videl njegov oklep, se je boril z enim plemičem z našega ozemlja, Gašparjem Skamna pri Begunjah. In Gašpar je potem upodobil v knjigi ta turnirski dvoboj. Se pravi, kralj in on sta polomila kopja, ampak kralj se je vendarle obdržal v sedlu. Bravo, kralj. Bravo, kralj. Pa je tukaj? Kaj premiga tako? Si daš sem? Ja. Si bil močen, moraš orom, da prideš čez. Ja, točno tako. A punce so lahko tudi vitezi? Živijo, Peter. Seveda, punce so bile tudi lahko bojevnice. A si že slišal zgodbe o Ivani Orleanski, ki je rešila Francijo pred Angleži? Nekaj sem že slišal. No, ona se je znala bojevati v oklepu in na bojnem polju. Pa srednji vek je poln žensk, ki so se znale bojevati. Zdaj, ravno vitezinji mogoče niso rekli, to je bil naziv za fante, ampak bojevati so se pa znale. To je pa dolgi meč in dolg se imenuje zato, ker ima dolgo rezilo in dolgi ročaj, uporabljaš pa z obema rokama.
S tem mečem lahko sekaš, lahko bodeš in se lahko braniš. Ta meč je dejansko lahko tvoj ščit. In ta meč, dolgi meč, je nekako najbolj priljubljeno orožje vitezov za dvoboje, za bojno polje in za tak meč si mora biti tudi najbolj izurjen. In meč primeš tako, v desnico, desnica zgoraj, če si desničar, in z levico tule tik pod jabolko. Tole je jabolko, se imenuje, protiutež. In se postaviš v stav. Stavi so taki, da se iz njih braniš, ampak da iz njih tudi lahko hitro napadaš. In lahko sekaš, lahko bodeš. Bravo! A ti si to že kdaj počel? Ne, No, zgleda, da si. In potem se vitezi krasno bojujejo. A poznaš razliko med nožem pa bodalom? Nož je orodje, s katerim režeš kruh, pa meso, ne, zrezek. Bodalo je pa orožje. In z bodalom se zabada. Srednjeveško bodalo je zelo dolgo in zelo močno, tako da lahko prodre globoko v telo in povzroči hude posledice. Z bodalom so se tudi znali bojevati ne le vitezi, ampak tudi ostali ljudje, ostali stanovi. In kot vidiš tudi punce. Take so bile zelo nevarne. Pri bodalu je zelo pomembno to, da dela tudi leva roka. Leva roka ni nikoli lena, prazna, ampak leva roka deluje lahko tudi kot ščit. Odbija udarce, zato da naredi prostor, kamor napada naprej, ali pa lahko prime za obleko in povleče nasprotnika na tla. Tako, bravo! Vidiš, punce se res znajo bojevati, ne? Katero orožje pa tebi najbolj všeč? Meni je še zmeraj dolgi meč. Dolgi meč, pravo viteško orožje.